Razvoj mikrovozil je v zadnjih letih zelo očiten. Se spomnim še pred leti, ko sem bil na salonu v Tokiu in opazoval neke čudne stroje. Zdaj pa so bolj ali manj že med nami. Ok, ne toliko futuristični, ampak takšni bolj običajni pa že, pa tudi zelo zmogljivi. Takšen e-skiro vas lahko pelje bistveno hitreje od omejitve, kar pa še ne pomeni, da je to dovoljeno, sploh pa nevarno. Mislim, saj tudi avti letijo 250, 300 na uro, ne? Pa to še ne pomeni, da lahko z njimi divjamo po navadnih cestah, a ne? Mikromobilnost je čedalje bolj razširjena med uporabniki v prometu. Tako si kot Agencija za varnost prometa prizadevamo, da bi to področje bilo še bolj urejeno, kot je do sedaj. E-skiro lahko vozijo osebe starejše od 14 let oziroma od 12 do 14 let z kolesarsko izkaznico. Zelo pomembno je, da dosledno spoštujemo zgornjo omejitev hitrosti, ki je 25 km na uro in da pravilno uporabljamo površine, ki so namenjene za vožnjo z e-skirojem. Torej z e-skirojem se lahko vozimo po kolesarski stezi, po kolesarskem pasu. Tam, kjer teh površin ni, ki so namenjene kolesarjem, pa uporabljamo desni rob vozišča, ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost 50 km na uro. Prav tako je obvezna uporaba čelada za vse do 18. leta. Kot Agencija za varnost prometa bi pa priporočili uporabo vsem uporabnikom električnih skirojev. E-skiroiste najbolj moti, da se z njimi ne smemo voziti izven naselja. Mislim, če se lahko s takšnim kolesom, zakaj se ne bi smel še s tem? Zavedamo se te problematike, hkrati pa opozarjamo, da gre za obliko vrst mikromobilnosti, torej je namenjena za neko multimodalnost od vrat do vrat. Vsekakor se moramo tudi zavedati, da infrastruktura v določeni meri ni prilagojena uporabi e-skirojev in mogoče tukaj apel, da se tudi znotraj občin stvari uredijo, da se poskrbi za zadostno število kolesarskih poti ali kolesarskih stez, kjer bojo lahko uporabniki mikromobilnosti tudi bolj varni. Ja, v Sloveniji so električni skiroji in električna kolesa v porastu. Vedno več jih opažamo na cesti. Zakon pa žal od tehničnih pregledih in o zavarovanju ne določa, da se jih opravlja. Čeprav je zakon, ki je bil sprejet 1.5.2017, določa, da se morajo vsa vozila, ki so omejena do 25 km na uro, opraviti tehnični pregled in zavarovanje. Ocenjujemo, da ljudje še niso popolnoma usvojili vožnjo z e-skiroji. Recimo, morate vedeti, da prva kolesa so začeli ljudje uporabljati pred 140 leti, avtomobile pred, rečemo, 100 leti, medtem ko e-skiroji so relativno novo prevozno sredstvo. Imajo tudi neugodno težišče, majhna kolesa, tudi v samem prometu, njihova silhueta je zelo podobna silhueti pešca. Tako da ocenjujemo, da se bo s časoma vsekakor tudi ta statistika izboljšala, trenutno pa beležimo kar precej nesreč tudi z e-skiroji. E-skiro mora imeti nujno dobra svetila. Dobro, to ima skoraj vsak, ta ima celo smernika zadaj, predvsem pa se moramo mi primerno opremiti. Zdaj, čelada je za moje pojme osnova, ne vem, zakaj bi se sploh kdorkoli vozil brez nje. Tudi rokavice za zaščito dlani toplo priporočam, ne samo zaradi mraza, sej, to je jasno. Vozniki e-skirojev so, tako kot vsi udeleženci v prometu, odgovorni za škodo, ki jo naredijo tretjim osebam. Razlika je v tem, da zavarovanje odgovornosti ni zakonsko obvezno, za razliko od avtomobilov, kjer vas v bistvu država ne spusti na cesto, dokler jim ne dokažete, da je vaš avto tehnično izpraven, da imate izpit in pa zavarovanje odgovornosti. Se pravi, ni obvezno zavarovanje odgovornosti, je pa vsekakor priporočljivo, ker to v bistvu, da ni zakonsko obvezno, še ne odvezuje odgovornosti povzročiteljev nesreče, tako da vsekakor priporočamo te produkte tudi za voznike e-skirojev. Največ poškodb je žal zaznanih med otroci in pa mladostniki do 18. leta, tako da mogoče res tukaj apel vsem staršem, da razumejo, da električni skiro ni igrača, ampak je lahko motorno vozilo in da ga morajo uporabljati premišljeno. Tako kot pri vseh ostalih oblikah mobilnosti, tudi tukaj obstajajo seveda tveganja pri uporabi teh vozil, ampak zavarovalnice sledimo z razvojem naših produktov. Vsekakor je pa to smiselno, predvsem z vidika razbremenitve urbanih središč z avtomobili. Marsikdo bi jih najrajši odstranil s ceste. Mislim, eni zaradi varnosti, drugim gredo pač na jetra, če jih morajo prehitevati. Upam, da bodo ravno zato občine stopile malo bolj skupaj in uredile površine, kjer se lahko varno vozimo.
Dejstvo je, ne, da če želimo manj avtov in ostalih, recimo smrdljivih in glasnih strojev na cestah, je tole super rešitev, samo varna mora biti.